Živja sem Matevž, sem igralec paranamiznega tenisa. Matevž je učenec 5. razreda osnovne šole Mengaš in ker je ugotovil tole, V šoli mi je najbolj všeč šport. si je srčno želel najti šport, ki bo pisan na njegovo dušo in njegove telesne posebnosti. Paranamizni tenis je prišel v njegovo življenje najprej povsem po naključju. V šoli smo imeli krožek in pol sem ping-pong in pol mi je bil všeč šport, pa sem se pol še vpisal v klub. Ko pa je na predstavitvi parašportov spoznal našega odličnega mladega paranamiznoteniškega igralca, ambasadorja programa Postani športnik Luko Trtnika, se je paranamizni tenis še bolj usedel v njegovo srce. Paranamizni tenis zdaj trenira že drugo leto. Obiskuje isti klub kot Luka Trtnik. Trenira 2-krat tedensko, so igralci, ki so večinoma brez telesnih posebnosti. Glik za to, da se počuti, da je del skupine, da ne delamo nekih izjem, pač prilagodimo seveda za vse, ampak se pa trudi in delamo enako potem. Matevž ima artrogripozo, v bistvu je to mišična zatrdelost, zato je za njega zelo pomembno razgibavanje, se pravi, je potrebno te prikrajšave vedno znova, ko zraste, raztezati in šport mu res pri tem pomaga. Šport je za njega neka vrsta terapija. Šport mu daje neko motivacijo, naredi ga bolj samostojnega, odgovornega, druži se z sovrstniki, ker je pač družba mu zelo veliko pomeni, tako da šport mu je dal kar precej stvari. Matevž rad hodi na treninge, še rajši pa ima tekmovanja. Bolj so mi všeč tekme, zato ker tudi se boriš nekako za mesta. Zdaj bil sem že na 9 tekmah, pa najboljša uvrstitvi je bila prvo mesto na državnem prvenstvu. In čeprav je našel svoj šport, se je vedno zabavno preizkusiti tudi še v kakšnem novem. In odlična priložnost za to so počitnice na paralimpijskem taboru za družine v Laškem. Letos se je tabora udeležil že drugič in domov poleg novih znanj in novih izkušenj prinesel tudi lopar s podpisom njegovega vzornika Luke Trtnika. Lopar ima zdaj doma seveda posebno mesto. Za Matevža je šport poleg vsega ostalega tudi terapija in naložba v kvalitetnejše življenje. Zato je dobro sodelovanje z osnovno šolo in njegovim športnim pedagogom zelo dragoceno. Matevž je v bistvu prvi, ki ima pomoč pri športni vzgoji. Imeli smo to srečo, da smo pač naleteli na učitelja, ki mu Matevž predstavlja izziv. Učitelj športa je v sodelovanju z Matevževimi fizioterapevti pripravil program vaj, s katerimi krepita in raztegujeta mišice. Matevž večino časa na nogah nosi opornice. Pri individualni uri športa pa jih z učiteljem snameta ter delata na obvladovanju telesa brez opornic. Zelo veliko pomeni, da mi ta del, ki je za naju pomembno, skupaj narediva in potem gre zadnjih 10 minut, 15 minut k sošolcem in izvaja tisto, kar je tudi na redni uri. Za opazovanje napredka pri vadbi je učitelj pripravil tudi baterijo posebnih testov. Vedno na začetku šolskega leta izvedeva te teste, da vidiva, kje sva, kakšno je stanje. To so testi gibljivosti, koordinacije, moči, vzdržljivosti. Potem pa jaz to preverjam na vsake 3 mesece, naredim testiranje. In potem vidiva, kje sva. Vse to za boljše trenutno počutje, kot tudi naložbo v prihodnost. Da bo mogoče, ko se rast ustavi, Matevž z dodatnim posegom lahko zaživel tudi brez opornic. Mislim, da smo starši tisti, ki pač moramo probati za otroka narediti čim več, seveda z dogovorom z ostalimi. In pač vsi smo, ki sestavljamo en delček nekega mozaika in vsaki prispeva en kamenček k temu mozaiku, je lahko naredil res ogromno za otroke, za naše otroke in tudi za otroke, ki prihajajo za našimi otroci. Ko se ukvarjam s športom, tudi čutim, da se mišice raztegujejo, pa pol se tudi bolj počutim. Zelo rad delam z njim, pa ga predstavim ostalim otrokom kot njega vzornika, motiviran za vadbo, rad dela, šport mu veliko pomeni. In delati s takim otrokom, ko je zagnan, to je prioriteta.
Vsi tisti, ki se še ne ukvarjate s športom, lahko probate kakšen šport, pa mogoče vam bo všeč.